zügig mit den Arbeiten beginnen können. Pred aprilskim zasedanjem Evropskega parlamenta v Strasbourgu so se na tiskovni konferenci v hiši Evropske unije v Ljubljani spet zbrali slovenski evropski poslanci. Doktorica Romana Jordan iz Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke, magistrici Mojca Kleva Kekuš in Tanja Fajon iz Socialnih demokratov in skupine Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu ter Jelko Kacin iz Liberalne demokracije Slovenije in Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo skupine ALDE. Doktorica Romana Jordan je začela z odnosi s sosednjo Hrvaško, katere ratifikacijo pristopne pogodbe k Evropski uniji so slovenski poslanci soglasno podprli. Žal pa je že nekaj dni po tej ratifikaciji civilno sodišče v Zagrebu nadaljevalo sodnim postopkom in Hrvaška je torej že po nekaj dneh prekršila dogovor, kar menim, da vnaša dvom med slovensko-hrvaške odnose. To ni v evropskem duhu, še posebej sedaj, ko se s številno zakonodajo na raznih področjih trudimo, da pravzaprav strukturno vnesemo v zakonodajo ukrepe, ki bodo res države članice prisilili, da tisto, kar obljubijo, tudi izvajajo. Na to bom opozorila v ponedeljek zvečer med enominutnimi govori in pravzaprav pozvala Evropsko komisijo naj trdno pazi na izvajanje izpolnjenih obljub tudi med obema državama, še zlasti zdaj pred pristopom. Podala je svoje mnenje o izvzemu določene količine emisijskih enot iz sheme za trgovanje z emisijami, kar bo, pravi Jordanova, ogrozilo delovna mesta tudi v Sloveniji. Gre za shemo za trgovanje z emisijami, ki je začela delovati leta 2005. To je eden izmed ključnih elementov evropske podnebne politike. Namen te sheme je, da omogoči, da do leta 2020 znižamo izpuste za 20% glede na raven izpustov iz leta 1990. Trenutni trendi kažejo, da bomo ta okoljski cilj tudi dosegli. Ker pa se shema deluje kot tržni mehanizem, to pomeni, da se seveda v njej trguje, da dobimo tudi, da je rezultat tega delovanja tudi nek denar in ta denar naj bi bil vložen v razvoj trajnostnih tehnologij.
Vendar pa je zahteva le ta, da naj države članice vsaj 50% teh sredstev res namensko porabijo, nič drugega. Shema deluje kot tržni mehanizem, torej se cene kuponov oblikujejo na trgu glede na ponudbo in povpraševanje. In ko je bila uvedena, je bila cena kuponov med 8 in 12 evri v letu 2005, no sedaj je pa padla. Letos se vrti cena tam okrog 5 evrov. In jasno je, da je padla, kajti soočamo se že nekaj let s finančno krizo, to pomeni, da je manj investicijskega potenciala, soočamo se z gospodarsko krizo, to pomeni, da je proizvodnja upočasnjena, zato manj izpustov. Soočamo se pa tudi z izredno kompleksno prepleteno evropsko zakonodajo, ki je recimo zahtevala vlaganja in subvencije v obnovljive vire energije, ki je zahtevala vlaganja v izboljšanje energetske učinkovitosti in seveda je zaradi tega tudi manj povpraševanja potem po teh emisijskih enotah. In to, da se je cena znižala, je samo dokaz, da sistem deluje tako, kot je bil zasnovan. Zato Evropska komisija pa še vedno meni, da so cene teh ogljika ali pa enot emisij prenizke in je zaradi tega predlagala, da se jih nekaj začasno izvzame. 900 milijonov je predlagala, naj se jih umakne iz sistema. V Odboru za industrijo, raziskave in energetiko smo njen predlog odločno zavrnili. V Odboru za okolje pa, jaz pravim, so ga zadržano podprli. Imajo kar nekaj pomislekov tudi pri tem. No, sama menim, moje osebno mnenje je, da je tak hiter ukrep komisije nepotreben in tudi škodljiv, kajti v Evropski uniji izpolnjujemo okoljske cilje, ki smo si jih zastavili. Menim pa, da bi ukrep pomenil le povišanje cen energije. To bi seveda pomenilo obremenitev za gospodinjstva, ki imajo že sedaj težave, vemo, v kakšnem času se nahajamo. Predvsem bi pa to močno obremenilo gospodarstvo in v njem posebej še energetsko intenzivne panoge. To so recimo cementna, jeklarska, papirna, steklarska. In to so panoge, ki so izredno močne tudi v Sloveniji. Če si berete časopise, če pogledate sporočila Gospodarske zbornice Slovenije, vidite, da je nekaj tisoč ljudi zaposlenih v teh panogah. In to seveda niso samo številke, to so ljudje. Zadaj za temi ljudmi so družine in jaz mislim, da moramo pokazati občutek za te ljudi takrat, ko odločamo o zakonodaji. Magistrica Tanja Fajon je v skupini poslancev, ki je pozvala komisijo in svet, da bi po razpravi o Cipru govorili tudi o nedavnih številnih razkritij množičnega odlivanja denarja v davčne oaze. V zvezi s tem smo v našem odboru, začasnem odboru za borbo proti korupciji, pranju denarja in organiziranemu kriminalu že obširno govorili, tudi ko smo pred tednom predstavljali vmesno poročilo pred iztekom mandata odbora jeseni letos. In bi želela tu poudariti predvsem, da smo naročili študijo, ki je pokazala, da bi bilo z usklajenim in resnim bojem proti davčnim utajam mogoče v Evropi vsako leto prihraniti več kot 1 trilijon evrov. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj pa je ocenila, da Evropa za izhod iz te dolžniške krize, v kateri smo se znašli in skozi katero se trdo borimo, potrebuje 1000 milijard evrov. To dejansko pomeni, da ta vsota predstavlja več kot le zagon za gospodarsko rast in prepotreben vložek v raziskave in izobraževanje v času krize in pogajanj o osiromašenem evropskem proračunu. V sporočilu za javnost je pozvala slovensko vlado, naj nemudoma pripravi konkreten načrt dela na tem področju in ga začne tudi nemudoma izvajati, ter tako dokaže, da obljube o skrbi za državljane, boje proti korupciji in pranju denarja ter kriminalu, dvigu politične in gospodarske kulture niso bile slamnate, namreč v programu vlade za zdaj ni prav veliko besed o ukrepih v boju proti korupciji in pranju denarja in verjetno bomo tudi v teh dneh kmalu priča razkritjem kakšnih ljudi, posameznikov in podjetij v Sloveniji, ki imajo v davčnih oazah bančne račune z visokimi zneski slamnatih transakcij. Omenila je tudi razpravo o Madžarski.
v mojem pristojnem odboru za državljanske svoboščine pripravljamo in smo že predstavili samo iniciativno poročilo, ki ga vodi poslanec Zelenih Tavares, v katerem predvsem se ukvarjamo z kritiziranjem grobih posegov v ustavo, kot napadom na ustavna načela in državljanske pravice. Veste, da je Madžarska v enem letu 4-krat posegala v ustavo, da smo na to resno upozarjali, da pripravljamo v tem odboru celovito poročilo, da bo o tem tekla razprava prihodnji četrtek in da je to sicer kritika ne Madžarske, ampak predvsem Orbanovega režima in grobega poseganja v človekove pravice. Tu smo se veliko ukvarjali tudi s spremembami medijske zakonodaje v preteklosti, tako da pričakujem, da bo to v četrtek precej vroča razprava. Magistrica Mojca Kleva-Kekuš se kot članica odbora za ekonomske in monetarne zadeve veliko ukvarja tudi z davčno politiko, davčnimi utajami in odlivi premoženja v davčne oaze. In kot odgovor se je Evropski parlament odzval in mi podelil nalogo, da v okviru našega odbora pripravim poročilo. In to ravno v tem trenutku pripravljam. Imam glasovanje najprej na odboru čez 2 tedna in smo v tej trenutku v fazi kompromisov, predvsem glede definicije davčne oaze in glede sankcij za jurisdikcije, ki se znajdejo na seznamu davčnih oaz, predvsem nacionalnih seznamih. Jaz predlagam celo evropsko črno listo, črni seznam davčnih oaz in tu imam zdaj res veliko se pogovarjam z različnimi vpletenimi v celotni problem, ki je postal veliko bolj medijsko zanimiv v zadnjih 2 tednih z bančno krizo na Cipru in z objavo v bistvu računov, offshore računov na britanskih Deviških otokih. Kot rezultat, kot prva posledica vsega, kar se je dogajalo in tega, kar se tudi dogaja v Evropskem parlamentu, je pač ta, da je zgodovinsko pred 3 dnevi Luksemburg napovedal, da bo odkril bančne račune tistih, ki imajo račune v njihovih bankah. Torej se bo zavezal k transparentnosti izmenjave podatkov, predvsem bančnih podatkov. Tudi zato, ker je v ponedeljek nastalo pismo 5 največjih držav članic, ki so se zavezali k transparentnosti med bankami, in tudi odstop francoskega finančnega ministra je verjetno del tega celotne te zgodbe. Tako da zelo aktualno obdobje za pripravo mojega poročila. Si lahko predstavljate, da je izredno zanimivo. Ravno včeraj sem sedela z irskim predsedstvom, ki namerava v temu pripraviti zaključke v okviru svojega zaključka predsedovanja v juniju in bojo del mojih predlogov tudi vključili v zaključek njihove predsedovanja, ki ga predajajo Litvi. Jelko Kacin tem, da trenutno vlada veliko zanimanje glede percepcije Slovenije v tujini, glede na napovedi, kdo je lahko naslednji v vrsti za denarno pomoč. Rad bi citiral predsednika zunanjepolitičnega odbora Evropskega parlamenta Elmarja Broka. Z njim smo bili prejšnji teden, ki je bil zelen teden v Braziliji, in na vprašanje o tem, kaj je s Ciprom in kdo je naslednji, je dal izjavo, ki jo velja razumeti tudi pri nas. Pravi, da anglosaksonci ne razumejo ne Evropske unije, ne evroobmočja, ne izzivov, ki jih ima Evropska unija pred seboj. Mi smo v torek smo se srečali z našo predsednico vlade, ki je bila v Bruslju in poskušala na nek način pomiriti te trge, ampak dejstvo je, da gre za špekulacije in da je ta spinning uspel v vseh drugih primerih in da si seveda vsi želimo, da v primeru Slovenije ne bi uspel. In zaradi tega je Evropska komisija naravni zaveznik Republike Slovenije v teh naporih, da se dokaže, da se špekulantom lahko upremo in da država lahko z konkretnimi ukrepi dokaže ne le, da je učinkovita in da obvladuje razmere, ampak da Evropska unija ne bo več dovolila, da bi nam države rušili drugo za drugo na način, kot so to pravzaprav počeli.
Zato se bom vrnil nazaj na začetke te krize, ki smo jih imeli z Grčijo. Takrat sem na eni od teh tiskovnih konferenc povedal, da je Kalifornija že zdavnaj bankrotirala, pa zaradi tega nikomor ne pride na misel v ZDA, da bi jo izključili iz dolarskega območja. Niti to ni noben problem. In obseg težav, ki jih mi imamo, je pač zanemarljiv. Ampak mi smo, ne bom rekel, bolj papeški od papeža, ampak smo bolj Evropejci od vseh Evropejcev in poskušamo te stvari narediti na način, kot je to delal Livingstone v Afriki, ko je poskušal dokazati, da gre za moralna vprašanja. No, povsod drugje zaganjajo gospodarstvo s povečanjem potrošnje, pri nas pa z luknjanjem pasov in zategovanjem pasu. O boju proti organiziranem kriminalu in korupciji je dejal: Splošna ocena je, da bi z uspešnostjo tega boja zelo hitro privarčevali 1% bruto domačega proizvoda v Evropi, kar je enako znesku evropskega proračuna. Skratka, ves denar, ki ga dajemo za vse evropske inštitucije, za vse evropske projekte, je mogoče privarčevati, če se uspešno lotimo boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji. In zaradi tega je ključno vprašanje, ki je s tem pravzaprav povezano, tudi naš odnos do našega evropskega proračuna. Predstavil je tudi izhodišča skupine ALDE glede pogajanj o zavrnjenem evropskem proračunu. Mi zahtevamo modern proračun, ki je usmerjen v prihodnost. Zato se nam zdi, da moramo v ospredje postaviti financiranje programa EU 2020. Če ta program, za katerim stojimo in trdimo, da je to naš program, v tem proračunu ne bo sfinanciran, potem naša politična skupina ni pripravljena dati soglasja k temu proračunu. In nas prav nič ne zanima, če bo to trajalo še pol leta. Ampak verodostojnost Evropske unije je na tem, da izpolni obljube in zaveze, ki jih je dala. Druga zahteva je, da damo veliko spodbudo in zagon gospodarstva za investiranjem v velike evropske infrastrukturne projekte. Čezmejne infrastrukturne projekte je potrebno financirati v veliko večjem obsegu, kot smo to storili doslej. Drugo, izogniti se moramo naraščanju deficita. Mi vse države članice silimo k temu, da zmanjšajo primanjkljaj v svojem proračunu, Evropska unija pa v svojem proračunu prikriva ta primanjkljaj. Če tega ne preprečimo, se v naslednji finančni perspektivi ta primanjkljaj lahko dvigne do 300 milijard. In za Evropsko unijo je nesprejemljivo in je popolnoma neverodostojna pred državljani, če imamo luknjo v višini 300 milijard. Če te luknje ne podpremo, ne zapremo, če ne preprečimo njenega nadaljnega poglabljanja, naša politična skupina ne bo dala soglasja. To so bili na kratko nekateri poudarki iz petkove tiskovne konference evropskih poslancev. Tokratnega plenarnega zasedanja v Strasbourgu se bo udeležila tudi naša televizija, ki bo tam posnela ekskluzivne prispevke, ki jih bomo predvajali v naših prihodnjih oddajah. To je vse v nocojšnji oddaji Aktualno iz evropskega parketa. Hvala za vašo pozornost in vljudno vabljeni k ogledu tudi drugih oddaj v sklopu projekta Evropski parlament za državljane.